Torej, frančiškani so bili takrat v Brezju in ko so jih pregnali z Brezja, je en izmed frančiškanov je vzel podobo torej Marije Pomagaj in jo zvil in jo postavil pod habit in ko je pobegnil, je prišel sem na Trsat. In je spal v eni sobi in je skril v joki v žimnico to sliko brezijanske Matere Božje in ko so preiskovali samostan, te slike niso našli. Takrat so pa dali tam eno repliko oziroma kopijo in kasneje po tem preganju, ko so se lahko vrnili frančiškani na Brezje, so pa to sliko vrnili. To je to, kar je. Koliko razdah pa je v slovenščini tukaj? Česa? Koliko razdah romanjem turistov je v slovenščini? Veliko slovenskih romanjev? Ja, kar dost. Ne vem, mogoče vsaki deseta skupina romarjev, da je iz Slovenije. Torej, predvsem iz te južne Slovenije, pa iz zahodne, iz okolice Ilirske Bistrice jih je veliko in tudi redno pridejo. Potem je bilo tukaj vprašanje, koliko nas je... Ja, koliko nas je patrov. Torej, tukaj je hiša, kjer je novicijat, frančiškanski novicijat. To je torej hiša formacije, kjer se izobražujejo mladi frančiškani. Je pet duhovnikov, pa pet bratov laikov, ki skrbijo, en je krojač, en je skrbi za vrt in tako naprej. Torej je ena skupnost in potem je pa še več mlajših, ki smo v času formacije za frančiškanski poklic. Koliko je samooskrbni niste? Koliko smo samooskrbni, kot da bi se kakšen vrt kadovkin slikali? Vrt imamo z nekimi osnovnimi stvarmi, čebulo, solato. Pa ribe v morju. Ja, križev pot je med letom, torej od maja do novembra v romarski sezoni je vsako soboto ob 9. in potem ob 10. maša v cerkvi. Je to v tem pasnem času? Enkrat sem bila že v pasnem času, bi bilo tako, Ja, v pasnem času je pa